Prisrčen pozdrav. Tam si tale Marino nebovzetje. Spet sem tale v Čečah. Lepa panorama, zadnji so tam Čeče, zdaj se bolj vidijo. Zadnji sem bil tudi tukaj Mrzlica Kal. Tam je za Cirkuca, vidite Turn. Pa moje Trbovlje tamle dol. Posnel bom video zato, ker sem bil nagovorjen. Zakaj molčim? Ja, pa tolo Frodo sračko imam tudi, majčko. Pa tlele imam kulo, sem pri Trajbu gor. Glejte, načeloma se mi ne da, ampak kot ljubitelj športa pa moram tenim odbojkašicam naviti ušesa. Tam 2 dni nazaj sem tweetno delil članek na RTV-ju MMC, kjer je Metod Ropre, to je predsednik odbojkarske zveze, rekel, da se tele punce njegove dekleta bi se morala prej pogovoriti z nami, z vodstvom odbojkarske zveze, tudi olimpijskega komiteja, ne nazadnje. On je podpredsednik olimpijskega komiteja, ko je že župan tam Brezovice tudi. Nima me rad, ker sem povedal, tako latentna struktura odbojke je prelaganje neugodja, problema na drugega. Nima paradigme gola, kot žogarski drugi športnik imajo gol, tle pa prelagajo neugodje na drugega. Mu ni bilo všeč. V Faktorju sem to povedal, Aljuša klical, ko pa vodeb govori. Moram to povedati pač, ker moja dolžnost je, da razložim šport, pa tudi te zdrse, ki jih delajo naši športniki. Recimo mimogrede vam povem, poznam športnika, športnico, ki si služi kruh v Izraelu. Mislim, živi za šport, tam je večja pač zdajle plačanost, ker iščejo Američani, trumoma tja hodijo, recimo v košarki. Beno Udrih je z Makabi igral. Imam nekoga, ki sem rekel, če te bojo jebali v glavo, se sklicuj na vodeba, da šport pa politika ne smeta imeti toliko zraven, kot sta ga imela leta 1972 na olimpijskih igrah, ko so Palestinci, ti isti Palestinci, PLO je bil takrat, ni bilo še Hamasa, pobili 11 izraelskih športnikov. To ni bilo prav. 1972 olimpijske igre München. Potem je bilo 80. leta. Američani niso šli, mislim, da zaradi Afganistana, v Moskvo na olimpijske igre. Jaz sem bil tak športnik, ne. Računal sem, da 84. leta prišel na olimpijske igre v Moskvi. Ne, Los Angeles. Vmes sem imel vojsko, 1 let nisem treniral, sem si strgal mišico v glavi, zato da sem ohranil digniteto, ker mi ni uspelo na olimpijske igre jeti. 84. v Los Angelesu. Tam cela leva scena, ta evropska, vzhodna Evropa, ni šla na olimpijske igre. In potem so osvajali, recimo v gimnastiki, ogromno medalj, ki sicer ne bi bile osvojene. To ni bilo športno. Da se je politika, zahodna in vzhodna, zažrla olimpizem. V stari Grčiji so se ustavile vse vojne, ko so bile olimpijske igre. Tistih par tednov, ali koliko je bilo, ne vem zdaj, ali je bilo 14 dni, 1 teden, ni bilo vojn. V stari Grčiji ni bilo vojn, ker je bilo nepisano pravilo. V času antičnih agonskih olimpijskih iger se vojne ustavijo za čas trajanja olimpijskih iger. In te smrkle niso dale roke kolegicam, ki so jih premagale, 3-0. In odbojka ima ta ritual. Meni je ful simpatičen, ko se rokujejo, ne toliko, da se čestitajo, ampak se rokujejo. Zdaj, leta 2003 sem v Psiholoških obzorjih objavil ful močen tekst. Zato, ker se me Miro Cerar, konjenik, prosil, če bi lahko eno referat o fair playu naredil za eno mednarodno konferenco. Še Štukl je bil še živ. V 100-letnici Štukljevega rojstva, ali kaj je že bilo to. Sem naredil referat za olimpijski komite. In potem sem ta referat objavil v Psiholoških obzorjih. To je najbolj eminentna psihološka revija. Tam sem vse razložil o fair play, rokovanju oziroma čestitki. Kako je čestitka nastala iz agresivnosti, ko bi moški so bili tisti, ki bi mu razbil gobc, te porazil.
in potem mu daš roko. To je bistvo takratnega teksta. Jaz sem pred 95 leti vse povedal o fair playu. Mislim, in moja dolžnost je, ker sem dolga leta bil v vseh teh kolokvijih, kongresih iz naslova filozofije športa, tudi v tem mednarodnem merilu sem kar poznan kot filozof športa, ker sem psihoanalizo športa knjiga napisal. Prva moja knjiga pred več kot 25 leti bila o politiki športa, država in šport. Ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država. Svojo politiko do športa, ampak ne pa politiko mednarodno, tako, ki jo zdaj velja proti Izraelu, pa za Gazo, za Palestince. Ne. Tega takrat ni bilo pred 25 leti, ampak jaz sem 4 knjige o športu napisal, tudi politološko konotacijo so, politološko, ne politično, politološko konotacijo so imeli te moje knjige, zato je moje mnenje, ko kritiziram te smrkle, ki niso dale roke izraelskim puncam v odbojki, da to je en velik zdrs in tale, kljub temu, da ga on mene nima tako rad, ne, ga podpiram, da je rekel, da se ta dekleta niso z nikomer konzultirala. Nekdo jih je naščuval, ali pa ena tam prepotentna punca je rekla, ne jim čestitati, ker je proleva. Ne. In vse kokure niso čestitale, oziroma se rokovale. To ne sodi v paket športa. Jedro športa, tista esenca je fair play. In šport ne sme imeti nič zraven s politiko. Stari Grči, vojne so se ustavile. Tle se pa tam nekaj, tudi bojkot oziroma prepoved Rusije, da ne sme sodelovati, ni najboljša, ne? Ni v redu. Kupica naših športnikov je v Rusiji, ne? Tudi v Izraelu si služijo kruh. In kaj bomo zdaj jih obsojali, na sramotilni steber nabijali? Jaz sem tweetnul, ko sem že tweetnul, to sem si napisal, ko sem delil ta članek, ko je Ropret mal navil ušesa tem puncam. Jaz sem napisal, da je to polemično, ali rokovanje ali ne rokovanje. To je polemično. Kure brez glave bi lahko bojkotirale celo tekmo, bi rekle, ne bomo igrale. Ampak če so že igrale, bi bilo logično, spodobilo bi se, da bi se tudi rokovale. Mislim, tole sem rekel, da bom povedal, ker šport je sublimirana agresivnost. Sport je nastal zaradi ženskega športa, sploh ni bilo dolga tisočletja. Ne? Tam ženske v stari Grčiji še gledalke niso smele biti, ker je zmaga, moška zmaga namenjena ženski. Pa so se pa mame pritoževale v stari Grčiji, zakaj ne smejo na tribunah svoje sinove gledati, pa so pa mame lahko, device pa ne. To mimogrede, ampak v tem si jaz 25 let nazaj, 30 let nazaj vse povedal. Pa vidim, doktoriral je kolega iz fair playa. Seveda je politično kontaminiran, pro-levi, in on zdaj je stopil, bravo punce. Kake bravo punce. Milan Hosta. Na drugi strani je pa Leo Kreft in pa Žid. Me zanima, kaj bo kaj ta rekel, ali pa je rekel. Ker tam en Matoš Kerbič, en Hrvat, je predlagal, da bi se Evropska nagrada za filozofijo športa imenovalo po Levu Kreftu. Levi Horok je knjigo napisal. Mislim, knjiga je en kurc, ne? Ampak pustimo to. Leo Kreft ve o športu toliko, ko jaz vem o kvantni fiziki. Nič. Toliko, da je žoga okrobla. Da bi se Evropska nagrada po njem imenovala. Se nem rekel, da bi se mogla po meni, ne? Ampak po Duciju Simonoviću, košarkašu, Srbu bi se mogla imenovati. Evropska nagrada za filozofijo športa. In ta horukarska gesta nekateri, ki se postavlja na stran punc. Puste vi šport, ker ne veste, da je šport nastal zato, da si ni bilo treba več pretepati skopi, ampak si tam v tekmi zmagal. In pa je bila čestitka, ko ga na gob spretegnil, pa ga nisi, ne, smo dal roko. Skratka, tole sem rekel, da bom povedal, ker je to moja moralna dolžnost. Zdaj,
Mi je pa rekla ena kolegica, da sem jaz tako odmeven, pa da naj ena njena prijateljica kolesari po Evropi, ne vem, ali to imajo tekmo, 5000 km in je na koncu vseh sredstev zmanjkalo, če bi jaz kaj se podvizal. Da ima kolo za 350 evrov trekking, drugi imajo po 5000 evrov, da od kolesarla po Evrope 5000 km. Mislim, jaz donacije sem si zbiral iz principa zakaj že? Olega, ko si pa ti za en fantič? Ja, kje si pa ti prišel, dega hecat, no? Ja, dej ga, no? Jo, kuža, ja, dej, no? Ja, kje imaš, ja, kdo si pa ti, no? Ja, zdaj si mi pa video usrov, ja.